Branko Potočan, kaj prinašajo letošnji Rdeči revirji? Prinašajo že 24. edicijo, kar je pomeni 24 let, prinašajo spet en cel nabor tujih in domačih predstav, inštalacij, povork. Je že kar skoraj preveč, da naštevamo vse, zato smo tudi pripravili ta naš ličen program, ki se ga najde in v fizični obliki in na spletu, če greste na Rdeče revirje, tako da je dejansko čez 70 dogodkov v vseh 4 občinah, ki je po mojem vsak vreden svoje pozornosti in za tiste, ki jih to zanima, tudi ogleda. Večina dogodkov se bo odvijala na prostem, kaj ne? Večina dogodkov se bo odvijala na prostem, to je že naša strategija zadnjih nekaj let, zato ker si želimo, da nagovorimo dejansko čim več ljudi, da jim gremo nasproti in jih s tem že na v samem trenutku, v samem prostoru, kjer so trenutno, nagovorimo in zainteresiramo za samo stvar. Branko, če bi izpostavil 3 dogodke, katere 3 se najbolj splača videti? Sigurno je to Fabla kolektiv s predstavo Ali sanjajo ptice v letenju. Potem bi kot drugo izpostavil koncert Plavajočega gradu in še mogoče Ja, mednarodna cirkuška angažirana politična zasedba. Umetniki prihajajo iz celega sveta, letos tudi iz Južne Amerike, iz Mehike. Katere so še države, ki so zastopane na Rdečih revirjih? Letos imamo še ljudi iz Bosne in Hercegovine, iz Hrvaške, iz Švice, Francija, Indija. V bistvu si me najdel, ker nisem toliko razmišljal, vse kjer države so, jih je pa zihar sem še katero spustil. Tudi domače skupine? Ja, Evo. tudi domače skupine se predstavljajo, ne? Tako kot vedno? Tudi domače skupine se predstavljajo, jih je kar precej, kjer bi isto lahko izpostavil Zavod Bunker iz Ljubljane, ki nam pripravlja lirične trenutke. Potem je pa še kar cela vrsta drugih skupin, ki so tudi zanimivo, skoraj vsaka ima kakega tujca noter v svojem zasedbi, tako da je zadeva, kakorkoli obrneš, tudi če je domača, dostikrat tudi mednarodna. Poudarek pa je tudi na zasavskih skupinah, ne? Poudarek definitivno, že v sami osnovi je ideja festivala, da poveže domače ljudi, posameznike, skupine, organizacije v sklopu samega festivala, kjer se lahko skoncentrirano predstavijo in tudi podružijo med sabo, glede na to, da so drugače čez leto vse preveč individualizirane v smislu, svoja skupina ima svojo publiko, se pogledajo in grejo, in to se mi zdi, da ne da se mi zdi, sigurno manjka to druženje, povezovanje in večkrat mogoče snovanje kakšnih skupnih projektov, da ni tako vse razparcelirano. Ta nek kolektivizem se mi zdi, da ga je treba povrniti, kar pa pomeni tudi zaupanje in iskreno sodelovanje. Branko, ste si pred 24 leti predstavljali, da bo festival živel tako dolgo in tako uspešno? Ne, nisem si predstavljal, itak ni bilo nekega deadlina oziroma nekih omejitev, do kdaj bi bilo. Hotel sem začeti in vsako leto sem videl, da v bistvu je zanimanje, ne. Saj to seveda ni masovno obiskovana zadeva, ampak definitivno nisem pa pričakoval, da bo to tako potrajalo, in se mi zdi, da je tudi to en razlog, da ima smisel, da se nadaljuje s tovrstno zadevo, navkljub vsemu, navkljub situaciji v svetu, navkljub situaciji v državi. Ni važno, katera vlada je bila na oblasti, festival je šel dalje svojo pot in držal linijo in pridobiva vedno nove gledalce in sodelavce. Hvala lepa in pravzaprav vam želimo lepo vreme v festivalskih dneh. Naj se vam besede pozlatijo. Hvala.